Ja, našemu odličnemu prvem polčasu je sledil katastrofalen drugi. Nič, kar smo se zmenili, oziroma kar bi morali narediti, nismo v drugem polčasu naredili. In to je botrovalo našemu porazu. Mislim, da smo pokazali, da smo sposobni igrati kvalitetno proti Olimpiji in da smo sposobni premagati. Tako da napovedujem še zelo napeto nadaljevanje sezone. Že Zagreb? Za Zagreb nič drugega. Mislim, da smo sposobni pokazati dobro igro in letos smo jih že vsakič premagali, tako da upam, da se bomo po tem porazu pobrali in jih premagali še enkrat. Ja. Simon, če se še malo pomodijo v tej današnji tekmi, kaj se je zgodilo v drugem polčasu z vami? Ne vem. Mislim, da je glava še prevroča, da bi lahko karkoli komentiral, bi moral še enkrat tekmo gledati. Ne vem, pač padli smo mogoče, ne bi rekel dekoncentracija, ampak v napadu nismo bili uspešni, oziroma mogoče je bila Olimpija malo bolj čvrsta v obrambi, mi pa v obrambi smo igrali neumno. Vsak drug napad smo dodali ogromno neumnost, kar proti tako kvalitetni Olimpiji ni moglo prenesti na želuzga kot poraz. Kaj pa ta zaključek prvega polčasa? 3-4 napadi. Kaj čem reči, se zgodi. Vsak igralec upa oziroma želi narediti najboljš. Včasih smo spodleti. Če to vse skupaj gre, mislim, če se to zgodi, da se zgodi to trem igralcem, pač tudi tako izpade. Ampak to so stvari, ki jih moramo popraviti, oziroma stvari, ki nas lahko sem še dvignejo, če bomo to boljše igrali, mislim, da imamo še neke rezerve. Kaj pa neka generalna ocena, polna dvorana, dve najboljši ekipi? Ja, mislim, da je bil to en lep derbi, sicer bolj žalosten za nas, ampak pokazali smo že na začetku sezone, mislim, na sredini sezone, na tekmi, ki praktično razen na prvem mestu NLB ne odloča o ničemer, da rabimo novo dvorano, večjo. Zelo me veseli ta obisk in podpora nam. Mi bomo pa dali še več od sebe, da na koncu prenesemo v mesto tisto, kar se želimo. Kje pa ta modrica? To so družinski predperi. Ne, sin me je. Sinom sem se malo preveč aktivno igrala, pa sem dobučena. Vprašanje za gospoda Petrova.